Spoštovani, Murphyjevi zakoni so opažanja v življenju, ki temeljijo na izkušnjah. Verjetno ste že slišali za tale izrek: če gre lahko karkoli narobe, bo gotovo šlo. Ali pa: ne moreš narediti samo ene stvari, vse ima svoje posledice. Izkušnje vseh nas lahko potrdijo veliko število Murphyjevih zakonov, še posebej pa ta izrek: napačne odločitve imajo svoje posledice. Ob 14. obeleževanju svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč nas spremlja slogan: spominjajmo se preminulih, pomagajmo preživelim in ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev. Spominjajmo se preminulih v spoštljivem in hvaležnem duhu. Pomagajmo preživelim, da bodo začutili našo naklonjenost, ljubezen in dobrotljivost. Ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev, da bo okrevanje hitrejše, temeljitejše in kvalitetnejše. Martin Luther je v svoji knjižici o svobodi kristjana zapisal, navajam: kajti človek ne živi samo v svojem telesu, temveč tudi med drugimi ljudmi na zemlji. Zato glede njih ne more biti brez del. Njegova namera v vseh njegovih delih mora biti zato svobodna in usmerjena samo na to, da s pomočjo njih služi in koristi drugim. Ni potrebno imeti za cilj nič drugega razen potrebe drugih. Takšno je pravo življenje kristjana. Tedaj vera pristopi k delu s veseljem in ljubeznijo, kot uči Pavel Galačane. Po tistem, ko jih je poučil, kako imajo po svoji veri v Kristusa vso milost in zadovoljstvo, jih dalje poučuje in pravi: če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje z ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni. Drug drugim služite, naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. Pravkar slišane Lutherove misli postavljajo kristjana v službo Bogu in sočloveku. Predanost in poslušnost Jezusu ima svoj vpliv. Moški in ženske, ki živijo v zaupanju do Boga in odgovornosti sočloveka, imajo močan vpliv na okolje, katerega del so. Murphy in Sveto pismo se strinjata o tem. Vse ima svoje posledice. Murphyjev zakon drži, napačne odločitve imajo svoje posledice. Ravno tako pa dobre odločitve prinesejo pozitivne spremembe in rezultate. Bog kliče vsakega izmed nas, da sprejmemo dobro odločitev, da se vrnemo na dobro pot, na pot, ki nam je začrtal Jezus Kristus in ki jo obširno opisujejo evangeliji. Zaključil bi z letošnjim sloganom, ki naj nam bo v spodbudo in opomin. Spominjajmo se preminulih v spoštljivem in hvaležnem duhu. Pomagajmo preživelim, da bodo začutili našo naklonjenost, ljubezen in dobrotljivost. Ukrepajmo za boljšo zdravstveno oskrbo ponesrečencev, da bo okrevanje hitrejše, temeljitejše in kvalitetnejše. Spoštovani, ostanite še naprej zdravi in blagoslovljeni.